Problematična znamka s španskim imenom, sedežem v Kataloniji in šefi iz Nemčije je končno dobila pravi zagon. Oziroma z drugimi besedami, v Nemčiji so rekli, da je konec heca. Tako je po mnogih letih finančnih težav koncern Volkswagen znamki Seat dal prioritetno mesto pri pridobivanju tehnike. Ibiza je recimo prva dobila novo koncernsko platformo celo prej kot pomembne številka 1 Volkswagen Polo. Pa tudi nasploh je videti, da je Seat končno našel svojo pravo vlogo v tej globalni nemški družbi. Kakšna je ta? No, PR-ovski odgovor pravi, da Seat v koncern privablja mlade in mlade po srcu. Mi se trudimo to razumeti bolj plastično. Seat je torej tista znamka, ki bo vedno prva postregla z najnovejšimi modernimi komunikacijsko-zabavnimi gadgeti, ki jih imajo mladi tako radi. Moderna povezljivost je poleg vse splošne simpatičnosti gotovo ključen adut tudi nove Ibize. A ko vanjo sedeš, zaznaš, da je adutov še mnogo več. Namreč konec je dobe, ko je bilo v Volkswagenih prijetneje sedeti, Ibiza zdaj v ničemer ne zaostaja za tehnično enakim polom. In lahko jo pohvalimo, da ne vabi samo s šminko oziroma v primeru tokratnega barvnega odtenka s pudrom, ampak tudi z vsebino. Namreč notranje mere bodo marsikatero družino presenetile, ko bodo ugotovile, da večjega avta v resnici ne rabijo tako zelo nujno. Pohvalimo tudi bencinski motor, ki je bolj varčen od večkrat nagrajenega litrskega trivaljnika iz Fieste. Je pa recimo Fiesta s svojimi voznimi lastnostmi veliko bolj dinamična, torej bolj vroča kot tokrat preizkušena španka. Kot kažejo lanski rekordni prodajni rezultati, je Seat z novodobno ponudbo končno zadel glavo žeblja. A preden se po hitrem postopku odpravite v prodajni salon, vedite, da bo izbira morala biti precej subjektivna, kajti očitno so tudi Ibicini tekmeci, tudi tisti bližnji sorodniki, v slovenske salone zapeljali z dobrimi cenami in bogatimi opremskimi paketi. Tekma za kupce med najnovejšimi in tudi najboljšimi malčki na trgu se je vsaj tu pri nas v Sloveniji očitno kar močno zaostrila.